Učesek se mi. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani župan Rupert Gole, spoštovana direktorica občine, gospa Mateja Jazbec, spoštovana gospa direktorica dežele Kozolcev-Šentrupert, Urša Revše, cenjeni visoki gostje, dragi obiskovalci. Pred 3 leti se je rodila ideja, ki je s svetlobno hitrostjo prerasla v končan projekt, o katerem se je glas ponesel po vsem svetu. Govorimo o deželi Kozolcev-Šentrupert, prvem muzeju kozolcem na prostem na svetu. V taki obliki, kot vidite, muzej tu okoli nas ne obstaja nikjer drugje. Je edinstven in edini. Nahaja se v srcu Slovenije. In nikoli ne bi sedeli tu, če ne bi imeli tako podjetnega župana. Idejo je podal, jo vodil in zanjo živel. Meni je bilo delo z njim, kot bi delala Steve Jobsom. Župan občine Šentrupert, Rupert Gole. Je pa res, da je znal projekt vključiti vse in povezovati vse naokoli. Občino, lokalno skupnost, krajane, društvo, tesarje in strokovnjake z različnih področij. Danes vas je kar nekaj med nami, srečala sem vas že, ko sem prihajala sem in bi lepo prosila, če lahko ostanete. Vsi tisti, ki so sodelovali pri projektu Dežele Kozolcev. Lepo prosim. Kar dajmo tele vidim še strokovnjake iz občine. Dajmo še vas vidim. Hvala lepa. Ta dežela Kozolcev je dežela vseh vas. In omeniti velja še nekaj o občini Šentrupert. Čeprav je ena najmanjših, je stara šele 6 let, pa je že dosegla take rezultate. Je energetsko najbolj učinkovita občina v Sloveniji. Na področju celovitega modela zelenega trajnostnega razvoja je dosegla največji napredek med vsemi občinami, ter zna najbolj učinkovito uporabljati energijo med vsemi 212 slovenskimi občinami. Prav tako je prva pri nas, ki je zgradila popolnoma lesen vrtec, ki je po vrhu vsega še nizkoenergetski in se ogreva na lesene sekance. Ne bom naštevala vseh priznanj in nagrad, ki so jih že prejeli, z veseljem pa predajam besedo gospodu županu Rupertu Gole. Lepo prosim. Spoštovani predsednik države, gospod Borut Pahor, dragi sodelavci, občanke, občani, cenjeni visoki gostje. Danes smo priča dogodku, kot ga na svetu še ni bilo. V prvem muzeju kozolcev na prostem na svetu bomo deležni vrhunske umetniške predstave. Okrog nas je dediščina, ki je lastna samo našemu narodu. V kozolce je vtkano pravo slovenstvo. Naši predniki so jim iz roda v rod izpopolnjevali konstrukcijsko in likovno dovršenost, vse do veličastnih dolenjskih toplarjev, kakršen je tudi ta nad mano. A vsaka zgodba se enkrat konča. Tako se je končala tudi zgodba gradnje kozolcev, kajti v sodobnem kmetijstvu so izgubili svojo vlogo. Pa vendar vsak konec lahko predstavlja tudi nov začetek. Takšno srečo je imelo vsaj teh 17 kozolcev, ki smo jih rešili skoraj zanesljivega propada.
Prenesli in prenovili smo jih, ter jim omogočili novo prihodnost. Pozorno so bili izbrani na širšem območju Merenske doline, na način, da sedaj tu na tem mestu prikažejo obiskovalcu celoten razvoj slovenskega kozolca. Tu boste našli skromni enojni kozolc na začetku, pa veličastne toplarje z ganki in okrasjem kot kakšni grški templji. Najstarejši med njimi je Lukatov toplar. Letos šteje 218 let. Je eden najstarejših kozolcev na Slovenskem sploh. Preživel je mnogo generacij. Ko je iz tega sveta odhajala cesarica Marija Terezija, si je gospodar verjetno v gozdu ogledoval les za njegovo gradnjo. Komaj je tesarski mojster zaključil s svojim delom in z letom v les zapisal letnico 1795, že so pod njegovo streho vedrili Napoleonovi vojaki. Preživel je tudi čas Prešerna. Uničili ga nista niti 2 svetovni vojni. V 60. letih ga je občudoval in risal arhitekt in profesor Niko Kralj. Precej dotrajen je dočakal tudi čas, ko smo si Slovenci izborili svojo domovino. A sedaj, ponosen in prenovljen, stoji v deželi kozolcev in pogumno zre v nove čase. Tudi ostali kozolci so s sabo prenesli vsak svojo zgodbo. Vse smo zapisali za bodoče rodove. Dežela kozolcev uspešno združuje dediščino, turizem in kulturo in pri tem vključuje lokalno okolje. Posameznike, društva, organizacije, kot tudi strokovnjake in strokovne ustanove. Desetletja pričakovan hitrejši razvoj turizma v Merenski dolini pa se je končno začel. Vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju tega edinstvenega projekta, se iskreno zahvaljujem. Ne morem pa mimo nekaterih oseb in inštitucij, ki jim velja še posebna zahvala. Najprej mojim zvestim sodelavcem. Mateji, Mojci, Francu, Dani, Urošu, Ireni, Marjani, Kseniji, Alenki, Urši, še posebej pa Iztoku, arhitektu, ki je projekt izjemno uspešno vodil. Hvala tudi zunanjim strokovnim sodelavcem, magistru Dušanu Štepcu, magistru Petru Geršiču, profesor Vitu Hazlerju, profesor Francu Pohlevnu, profesor Borutu Kričeju, docentu Ljubu Lahu in seveda vsem ostalim članom strokovnega sveta. Zahvala velja tudi Razvojnemu centru Novo mesto ter Razvojnemu centru Srca Slovenije za pomoč pri pripravi dokumentacije in črpanju evropskih sredstev. Hvala tudi članom občinskega sveta za vso podporo, še posebej pa svetniku Alojzu Gregorčiču za aktivno sodelovanje pri projektu, sinu tesarja Janka Gregorčiča, avtorja najlepšega kozolca na svetu, Simončičevega toplarja. Gre za kozolec, ki edini v Sloveniji nosi status kulturnega spomenika državnega pomena. Zahvala gre tudi medijem, ki z navdušenjem zgodbo spremljate že več kot 1 leto in zgodbo o kozolcih ponašate v svet. Slovenija je v svetu znana po kozolcih. Muzejsko urejeno deželo kozolcev pa boste našli samo tu, pri nas v Šentrupertu. Tu lahko začutite toplino sonca, ujetega v les. Nocoj pa bo dežela kozolcev prvič napolnila vrhunska glasba, prebudila v kozolce in jim dala popotnico v nove čase.
Hvala vsem, ki ste danes z nami v deželi kozolcev, prvem muzeju kozolcev na prostem na svetu. Hvala lepa. Hvala lepa. Še enkrat hvala lepa. Kot ste slišali, to ni klasičen muzej, kozolci so bili odkupljeni, v večini iz okolice, obnovljeni in tu pišejo novo zgodbo. Za seboj pa imajo že bogato zgodovino. Recimo, nahajam se na Jurgličevem toplarju. Ime je dobil po domačiji Jurglič iz Prelesja, kjer so imeli gostilno, to je v srednji bližini, približno 3 km stran od tu, kjer se nahajamo sedaj mi. Okoli so imeli veliko jablan, zato je bilo tudi veliko soka. In tudi pred nekaj meseci, ko smo tu sedeli drevesa, je bilo posajenih veliko starih sort sadnih visokodebeljnih dreves. In temu kozolcu, na katerem se nahajam, so v muzeju po obdelavi podobni še trije. Pri vseh 4 primerkih toplarjev, tu v deželi kozolcev, gre za najbolj dovršeno obliko toplarja. Glede povezave med likovno dovršenostjo toplarja in antičnimi templji lahko rečemo, da so graditelji kozolcev dali vse od sebe, kar so znali najbolje ustvariti v tem materialu, enako kot so graditelji antičnih templjev dali vse od sebe v kamnu. Torej imamo 2 kulturi, 2 presežka, vsak v svojem času in na svojem prostoru. Kako pa se kozolci pogovarjajo med sabo? No, to bomo slišali v glasbenem spektaklu iz zasedbe občinskega pihalnega orkestra Svetega Ruperta z motivi narodnih pesmi. Kozolec je naprava, ki so uporabljali skozi vse leto za sušenje različnih vrst žita. Pozimi pa so pod njimi shranjevali stvari. In prav tako je predstavljal prostor za spontano druženje
ob delu, vsaj običajno imamo danes organizirano druženje. Predvsem pa so se pod njimi delali, ker je nudil streho, ko je deževalo. Utrgavali so repo, ličkali, otroci pa so se pod njim igrali. In pod kozolci so se tudi družili in govorili. Na vrsti je častni govor predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, ki bo s svojim nagovorom tudi uradno odprl deželo kozolcev, prvi muzej na svetu s kozolci na prostem. Gospod predsednik, lepo prosim. Hvala lepa. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej naj iz dna svojega srca zelo iskreno rečem, da sem absolutno prevzet. Ne znam si skoraj ta hip predstavljati lepše in večje lepote trenutka, kot smo zdaj deležni. Naj vam rečem, kot predsednik parlamenta, vlade in zdaj države, sem bil vse povsod po svetu, deležen velikih časti in velike in majhne države so se trudile, da bi državnikom pokazale svoj najlepši obraz. Videl sem neverjetna čudesa, kulturne in naravne dediščine. Ampak nekaj vam rečem. Ta spomenik tukaj, spomenik avtohtonemu slovenstvu je nekaj, kar se s tem absolutno lahko kosa. In ko bodo sem prišli najbolj razvajeni ljudje, ki so videli že marsikaj, bodo tako kot jaz tukaj osupnili nad lepoto tega mesta. Zato grejo najprej predvsem naše čestitke in zahvala gospodu županu. In vsem njegovim sodelavkam in sodelavcem, ki so sledili njegovi viziji. Ko so se sprehajala sem in ko so se pogovarjala o tem, kako se je rojevala ta zamisel in kako je nastala, ter kako jo danes nekako svečano pošiljamo v prihodnost, sem mu bil obljubil, da bom kolikor lahko in zato se bom res potrudil, dejansko pripeljal vsem ljudi, ki si bodo prav gotovo ta dan obiska tukaj gotovo zapomnili. Razvajeni vsega bodo tukaj videli nekaj, kar ne morejo videti nikjer drugje po svetu. Zdaj, gospa napovedovalka je omenjala, da ste, gospod župan, navdahnjeni ali da jo spominjate na Steva Jobsa. Kot velika večina tukaj zlasti mlajših ve, je bil Steve Jobs, nedavno preminuli računalniški genij, tisti, ki je izrekel tisti slavni stavek, ko so ga vprašali, kako je mogoče, da se je izmislil mikroračunalnik, je rekel, to smo naredili zato, ker nismo vedeli, da je to mogoče. To, kar ste vi storili, gospod župan, z vašo ekipo, me bolj spominja na Kolumbovo jajce. Zdaj, ko bodo to videli drugje po Sloveniji, bo rekli, zakaj se pa tega mi nismo spomnili. Ampak vi ste se. In ne samo, da ste se spomnili. To ste tudi naredili. Naredili ste na en, se mi zdi, izjemno primeren način. Sam nisem strokovnjak za to in kot velika večina nas tukaj in tudi sicer gostov, ki si bo iz domovine in iz tujine ogledala ta spomenik tako naši narodni zavesti, kot naši ustvarjalnosti, kot naši avtohtonosti, istovetnosti, bo seveda to občudovala s svojimi očmi. Uspeli ste ustvariti en sijajen mozaik tega, kar sem zdaj rekel, in podobo slovenstva na en zelo nevsiljiv način, ki se takoj prireže k srcu. Seveda, v takih čudovitih dneh je potem vse skupaj skoraj že kičasto. Vendar si seveda ta zamisel, da damo na en konec nekaj, kar je samo naše,
In Slovenci nimamo prav veliko stvari, ki bile, recimo poleg našega jezika in še kakšne druge stvari, prav naše. Kozolec pa je. Da jih damo skupaj na en zelo primeren način, da skrbimo zanje in da jih pravzaprav ohranimo kot en ponos sedanje generacije nad našimi očeti in dedi in da kot njihovi ponosni dediči v bistvu to prenesemo na naše otroke. Da bodo oni vedeli, da pravzaprav izhajajo iz neke dežele, kjer taki izumi, kot je bil Kozolec, niso bili izumi kakšnih gospodarjev, ampak so bili izumi naših ljudi, naših kmetov, naših prednikov, ki so znali najti neko novost v arhitekturi svojega časa in njihovih potreb, ki jim je služila, kot je rekla napovedovalka, tako za gospodarske namene, kot tudi za kulturne namene. Ta zgodba teh 17 kozolcev pripoveduje zgodbo o sposobnosti slovenskega človeka, da s svojo pametjo, pa ne mu še kdo reče, da je samo zdrava kmečka, da s svojo pametjo, svojo inovacijo, svojo domiselnostjo, svojim uporom, da doseže nekaj, kar si je zadal, to tudi naredi. In da pridejo drugi in očarano gledajo to njegovo iznajdbo in umetnino. Nekaj dni nazaj, in s tem končujem, gospod župan, sem bil pri vašem kolegu v Bohinju. In pogovarjala so se o tem, s čim bi lahko še bolj navdušili obiskovalce, ne samo iz tujine, tudi naše, na tem, da bi videli Slovenijo ne samo kot lepo deželo, zato nismo krivi mi, od Boga je dana, ampak tudi kot zelo urejeno deželo. In tukaj, gospod župan, končujem še z enim komplimentom na vaš račun. In vsi, ki so z mano, vedo, da običajno skoparim z njimi. Rad bi vam povedal, da si vaša občina zasluži kompliment ne samo zaradi današnjega odprtja tega posebnega muzeja edinstvenega, ampak tudi zaradi vaših drugih naporov, ki združujejo tradicijo, in to najbolj žlahtno, z najbolj prej nepojmljivimi horizonti prihodnosti. In to je nekaj, kar sme biti zgled vsem nam in vsem drugim. In kot sem rekel včeraj, oziroma pred 2 dnevoma vašemu kolegu, ne sprašujte se o tem, zakaj nekaj ni mogoče. Dajte narediti tisto, kar je. In gospod župan, vi ste. In mi smo vam zelo hvaležni za vaš trud, za vašo zamisel, za vse tiste ljudi tukaj pri vas, ki so vas pri tem podpirali, ker brez njih tega ne bi dosegli. In mislim, da ste lahko vsi, vi, in če smem reči kot predsednik republike, v imenu vseh naših ljudi, da smo vsi mi lahko zelo, zelo ponosni na muzej, ki ga danes odpiramo. Čestitke. Predsedniku. Včasih so po kozolcih merili bogatstvo. Večji je bil kozolec, bo bogata je bila domačija. In če je dekle prišlo v hiši, je pa fanto najprej pogledalo, koliko velik kozolc ima. In potem je vedela, koliko bogat je. Tako ko bi mogoče malo v šali lahko rekli, da danes dekleta pogledajo, kakšen avtomobil vozi fant in ga potem merijo. In če so bile včasih dekleta pametne, so lahko vprašale še, koliko štantov ima kozolec. To so te prostori med pokončnimi stebri. V bistvu na tem, kjer zdaj stojimo, imamo 3, kar pomeni, da je bila to zelo bogata domačija. Ko pa boste na vodenem ogledu po muzeju, pa vam bo simpatična kustosinja pripravnica Alenka Lamovšek takole povedala. Kozolec, predvsem toplar, je bil vedno ponos lastnika in izdelovalca, tesarskega mojstra.
Bogato okrasje in število štantov je bilo lahko merilo, kako bogata je domačija. Okrasje prezračevalnih lin pa izraz izdelovalca in naročilo lastnika. Lahko bi rekli kot oglaševalski pano, pa tu ne mislim oglaševalskih panojev, za katere danes radi uporabljajo kozolce. Želim si, da to ni njihova zadnja postaja. Hvala lepa. Alenka se nahaja na Zmavčevem toplarju, ker je šotor, jo nismo videli, da je stala na ganku. Ta kozolc bo čez 2 leti star 100 leti. In pod njim vidite, da je gugalnica. Jaz sem mislila danes, da se bom na njej gugala, vendar me številni zaradi šotora, potem, ko bi govorila, ne bi videli in sem pač ostala na tem kozolcu. In zakaj so imeli gugalnice? Ravno zato, če je deževalo, da so se otroci pod njim igrali, v tem primeru gugali. In če se še malo naprej sprehodimo, poglejmo kozolc, ki je za vami, to je Ziharletov toplar, ima 3 pare štantov, kot lahko vidite, izdelan je bil leta 1923 iz vasi Slepšek pri Mokronogu, kar je tudi zelo blizu. Potem imamo Ziharletov toplar, to je ta na tej strani. To je bila tudi bogata domačija, vidite. Potem imamo še Gabrielov kozolec, tukaj zraven, ki ga je dal delati Jože Gabriel, postavil ga je leta 1921, domače ime je bilo vedno pri Gabriel. In potem še vzporedno z mano, to se pravi na vaši desni strani, pa je hribski toplar, izredno velik in prav v tem toplarju imamo izredno bogato zapuščino. V 60. letih so namreč delali etnološko raziskavo, zato imamo veliko gradiva o oblačilih videza obžeti. Sicer pa vidite, kako je velik, zato ne boste presenečeni, da bomo na koncu pogostitev imeli ravno pod temi največjimi kozolci. Tako smo potovali po deželi kozolcev in pripotovali do zadnje točke. Nocoj bo dežela kozolcev namreč prvič gostila na vrhunski koncert, natančneje koncert občinskega pihalnega orkestra Svetega Ruperta, ki je nekajkrat zmagal na državnih tekmovanjih in gostoval na uglednih mednarodnih festivalih, kot je recimo v Schladmingu v Avstriji in v Franciji. Zaigrali bodo med drugim Puccinija, Straussa in Markeza, z njimi pa je tudi sopranistka Jerica Steklasa. Je mlada pevka, vendar je dosegla že veliko rezultatov. Prihajajo iz Šentlovrenca pri Trebnjem. Jerica je vsa leta veliko nastopala, tako doma kot v tujini. Prejela je številne državne in mednarodne nagrade. Nastopala pa je z različnimi orkestri, med drugim simfoničnim orkestrom Ljubljana, orkestrom Opere in Baleta Ljubljana ter simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Nocoj bo v družbi, ki jo dobro pozna in je topla, predvsem bi lahko rekli ljuba. To pa je občinski pihalni orkester Svetega Ruperta pod taktirko dirigenta Boštjana Dimnika. Prepustite se občutku, da so kozolci oživeli.
Še enkrat najlepša hvala pihalnemu orkestru in pa Erici Steklansa. Mislim, da so nas tako očarali, vsaj mene so, ker sem ostala brez besede, zaslužijo res še en aplavz. To je bil prvi koncert v deželi kozolcev. Z občinskim pihalnim orkestrom Svetega Ruperta in dirigentom Boštjanom Dimnikom. Tako, mi se ukvarjamo s preteklostjo, zdaj imamo sedanjost, načrtujemo pa tudi, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Dediščina nastaja tudi danes, na nas pa je, kako jo bomo peljali. In ko boste odhajali, boste prejeli semena in to prav iz te dežele kozolcev. Dobili pa ste tudi odejo, to je z namenom. Kajti, ko se boste naslednjič odločili, da bi radi prišli na kozolce in bi na njih radi prespali, odejo že imate. Samo vzemite jo, prineste sabo, kozolci pa vas že čakajo. In veste, tale Šentrupert imajo tudi tisti zgoraj zelo radi. Kajti zadka gledam, je zelo temno, pa popoldne, ko smo se vozili, je bilo tudi temno, ampak ko smo pa slišali tako glasbo in ko so videli tako čudovite goste, pa je posijalo zelo močno sonce. Še enkrat hvala gospodu predsedniku, županu Šentruperta in vsem vam, ker ste z nami danes pisali nov list zgodovine. Ne samo Šentruperta, ne samo Slovenije, ampak celega sveta. Dežela kozolcev je odprta. Prvi muzej s kozolci na prostem na svetu vas vabi k ogledu in pa prijetnemu druženju in pogostitvijo, ki vas čaka pod kozolci. Z vami sem bila Andreja Jernejčič Vidjak. Hvala lepa.
Evo, to je pa darilo za vas. Grafična mapa akademskega slikarja Janeza Kovačiča z nagovorom dr. Janeza Bogataja. Notor je 10 grafičnih listov, kozolcev, nekateri so tudi iz dežele kozolcev. To je prva, in to je prva iz roka. Zelo prijazno. Zelo prijazno. Hvala lepa. Kaj, ko se bom poslušal? Marička. Dobrodošli v deželi kozolcev. In tole je darilo podeželskih žena in deklet Šentrupertske Šmarnice. Vi ste med dekleta. Ja, seveda. Dobar dan. Dan. In kaj ste to pripravili? Dobar dan. Dobar dan. Kozolec iz testa. To je pečen in to je ena naših članic naredila za vas. Ja, to ste pa tako zelo prijazni. Da boste imeli Se to ni za pojest, ne? Ne. Ne. Kaj pa, če bi ga pustil, kaj bi se zgodilo? Neč stal bo tako kot je. Ma ne? Ja, seveda. Mislim, da boste imeli kar nekaj let, da lahko. A res? Ja, seveda. Če ne bojo prišle kakšne miške, ki take in drugačne, ne? Ja, to je pa vse možno. Ja, no, to... A dajmo paziti, da se ne bo... A če ga pustim v pisarni? Je lahko, ja. No, okay. To je iz slanga testa narejeno. To ste same naredili. Seveda. Ste zelo pridni. Srečni možovi, ko vas imajo. Joj, nažalost Ne vem, če imaš še kaj časa za doma narediti. Glejte, težko je, smo bolj precej zaposlene tole z našimi deželami. No, se Smo zelo ni fajn, da ste. aktivne. Ja, le, seveda. Vsak mora malo pomoč, ne? Pa poslušajte, župan ni zaston dek dan, ne? Ko? Počnem dati samo na mig za... Ja, Kakšno razvedrilo, ne? glejte. Za kakšno razvedrilo, ne? Pa najbolj, da bomo šli Vidite, nekoli njega punca še zaradi tega premlada, da hodile, bi to ne? razumela. Ja, Nema pojma, če govorim. Srečno. Pa malo, zdravo. Hvala lepa. Ja, in vi tudi. Zelo sem vesel, da ste prišel. Zelo veliko časa. Sem pripričan, da vas poslušam. Pa veseli, kar tako naprej. Hvala. Princeso, se videla? Hvala lepa, da bomo.